Moje osnovno sporočilo na tej današnji novinarski konferenci je to, da poslanska skupina Nove Slovenije danes vlaga novelo zakona o davku na nepremičnine. Vsebina te novele zakona je naslednja. Mi posegamo v 8. člen zakona o davku na nepremičnine. 8. člen govori o oprostitvah in želimo uzakoniti v zakonu o davku na nepremičnine oprostitev vseh nepremičnin, ki so v lasti gasilskih organizacij. Tukaj imamo namreč veliko zmedo. Poglejte, če danes odprete spletno stran Gasilske zveze Slovenije, boste na naslovni strani našli naslednje. Je sicer dogodek, ki ima datum 17. oktober 2013 in piše takole. Vlada Republike Slovenije je danes, 17. oktobra 2013, na 29. redni seji v predlog zakona o davku na nepremičnine vnesla nekatere izjeme plačila davka. Med njimi so tudi gasilski domovi, ki so oproščeni plačila davka. Ob tej priliki bi se zahvalili Ministrstvu za obrambo in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vso pomoč pri prizadevanjih za oprostitev davka, kakor tudi Vladi Republike Slovenije, ki je s predlogom oprostitve dokazala, da ceni naš velik pomen in prispevek pri reševanju ljudi in premoženja v primeru požarov in drugih naravnih nesreč. Morda je v neki verziji osnutka zakona o davku na nepremičnine bila ta oprostitev davka na gasilske domove, ampak v sprejetem zakonu tega ni. In tukaj so bili gasilci močno zavedeni strani vlade in koalicije. To sem večkrat problematiziral, tudi v razpravi v Državnem zboru. Takrat je Ministrstvo za finance pojasnjevalo, da bodo prostovoljna gasilska društva oproščena plačila davka na gasilske domove. Pa temu ni tako, ker nikjer v zakonu ne najdete te dikcije. Potem so govorili, da obdavčitev gasilskih objektov ureja zakon o gasilstvu. Pa temu ni tako. Res je, da 50. člen zakona o gasilstvu govori naslednje. Od gasilske zaščitne in reševalne opreme ter orodišč in gasilskih domov se ne plačujejo davki, razen davka na dodano vrednost, prispevkov in drugih dajatev. In drugi odstavek? Vlada podrobneje določi gasilsko zaščito in reševalno opremo, orodišča in gasilske domove iz prejšnjega odstavka. Do današnjega dne nobena vlada ni te določitve izvedla. Se pravi, mi nimamo seznama gasilskih objektov, ki bi ga morala po zakonu o gasilstvu napraviti vlada, ki bi bili oproščeni davka. Se pravi, gre za eklatantno zavajanje gasilskih organizacij in to nas je dejansko v Novi Sloveniji navedlo, da spišemo novelo zakona, ki bo prinesla oprostitev plačila davka na nepremičnine za nepremičnine, ki so v lasti gasilskih organizacij. Gasilstvo ni kar tako. V Sloveniji gasilstvo ima dolgoletno tradicijo, je pravzaprav del slovenske kulture. Gasilstvo je pojem solidarnosti, pomoči bližnjemu v nesreči. In zdaj ta vlada z zakonom o davku na nepremičnine obdavčuje nepremičnine, ki so jih z donacijami, s prostovoljnim delom izgradili in ustvarili slovenski gasilci. Danes imamo, to so sicer podatki konec leta 2013, v Sloveniji 151.156 prostovoljnih gasilcev. Vključenih so v 1299 prostovoljnih gasilskih društev in 49 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. Skupaj imamo torej 1348 prostovoljnih društev in preko 2000 gasilskih objektov. In vlada tu pravzaprav nima nobenega usmiljenja, nobene kulture in se enostavno vsede z davkom na te gasilske nepremičnine.
Mi pričakujemo, da bo tudi znotraj koalicije toliko razuma, da bodo našo novelo zakona podprli. Obenem pa je naš cilj, da z vložitvijo te novele zakona, kjer sicer odpiramo samo 8. člen, to so oprostitve, odpremo razpravo, ki je v tem trenutku zelo pomembna, da morda izvedemo pritisk na Ministrstvo za finance oziroma na vlado, da pripravi obširno novelo zakona o davku na nepremičnine, tudi na podlagi tega, ker danes že vemo, da zakon ni izvedljiv, tudi na podlagi tega, ker je danes že kar nekaj zahtev in pobud vloženih na Ustavno sodišče za ustavno presojo in celo za zaustavitev izvajanja tega zakona. In da zaključim in strnem, med davčne oprostitve se po predlogu zakona uvrščajo tudi nepremičnine v lasti gasilskih organizacij. Po zakonu o gasilstvu spadajo med gasilske organizacije prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu, zato je smiselno izenačiti status nepremičnin, ki so v lasti humanitarnih organizacij, s statusom nepremičnin v lasti gasilskih organizacij.